Produkcija Medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. Zasneževanje prestolnice. Grimsova krivulja. Ekskluzivni posnetki Anje Rupel. In Oh, Betty. Pozdravljeni v dnevnem tedniku produkcijske hiše Medijske vile. Z vami sva danes Igor E. Bigant In Carla Del Monte. Danes tudi pri nas slavimo svetovni dan nošnje hidžaba. Zaradi gorke zime ga letos slavimo pod sloganom Džaba brez hidžaba. A vendar, kot pravi Ljudmila Novak, ni vse v modi. Tako je, ostalo je pornografija. A nekaj o tem kasneje. Najprej na vrsti politika. Verski program. Z ljubljanske občine sporočajo, da niso še nikoli potrosili toliko soli kot letos. Kar na ulicah izgleda kot led, je v resnici nov način raztresevanja po smernicah iz Evropske unije, kjer se sol sprime v nedrsečo glazuro. Župan zagotavlja, da so sneg očistili s kar 1200 ljubljanskih ulic, pri čemer so se previdno izognili slepim ulicam, eno- in dvosmernim, ter ulicam v središču Ljubljane, ki bodo turistom na ta način zagotovile pravo zimsko ljubljansko doživetje. Toliko iz prestolnice. Nazaj v studio. Politika. Še ena novica prihaja s sosednje Hrvaške. Slovenski vinarji opozarjajo, če se bo zmanjšala uporaba terana, bodo viške zlivali v Jadransko morje. Hrvaška je ogorčena. Naše ribe so že dovolj nažgane. Evropa pomirja in poziva k skupnemu pijančevanju. Now, we must be ready for a new danger. Vreme. Duck and cover. Duck and cover. Duck and cover. Don't wait. Republiški dezinformacijski center, krajše DRIPC, bo k letošnji maturi dodal novo poglavje. Res je, kaj več o Grimsovi krivulji pa v prispevku. Ekonomija končno vstopa tudi v šolske klopi. Na petkovi seji smo izvedeli, da moramo minimalno plačo razumeti zgolj v njeni bruto različici, poslanec Branko pa nam je z računanjem migrantske matematike dokazal, da 1500 evrov gor ali dol ne pomeni velike razlike. Matematiki z domačega inštituta so temu že prilagodili formule računanja izgub. V čast velikemu umu pa imamo zdaj novo formulo poimenovano Grimsova krivulja. Preden se poslovimo, pa vas povabimo še k ogledu današnje večerne oddaje Polnočni fuk, v kateri bomo gostili Anjo Rupel. V redakcijo smo namreč prejeli ekskluzivne posnetke, ki so med porno javnostjo povzročili pravo norijo. Kaj je delala Anja Rupel v zadnjih letih, se je končno razkrilo. V miku v osamo sta botrovala dobri stari prijatelj Botox in sosed alkohol. Zdravljenje z obema se je končalo tako, da je svoje gole posnetke direktno prek Facebook Live streamala na domači profil. Ekskluzivno pa vam ga bomo predvajali tudi na dnevnem tedniku, pa lep večer. Kada ti poljubiš me, čakim da je najčas, koga sva iskala se, mi na puti je bil šar, da ne daš tako naprej, a šla bom še to noč, zbrala bom pogum, da pustim vse za seboj.
Zdaj pa, oh Betty. V torek bodo znoreli slovenski kalvinisti. Zahtevajo še en spomenik sprave. Luksemburg od Hrvaške kupil 50 kvadratnih kilometrov morja in s tem postal tudi geografski otok. S tem imajo tudi stik z odprtim morjem. Angela Merkel napisala knjigo Iz moje kuhinje v vaša srca. Kako sem skuhala in pojedla multikulti. Nov ulični trend. Nogavice bo zamenjal šal za gležnje. Generalni pokrovitelj oddaje Dnevni tednik je podjetje Jehovc. Če se ne najdeš ti, te rade volje njavimo mi. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri.